Hoja je najbolj naravna, v resnici univerzalna prometna praksa, ki je tudi najbolj pravična, zato ker jo nekako vsi hodimo, in je tudi zelo dostopna, ker je pravzaprav relativno poceni, kar se tiče opreme in infrastrukture. Kot rečeno, je preprosta in zdrava v tem smislu, da je to tudi telesna dejavnost in to prispeva k dobremu počutju in kondiciji in zdravju. Povezuje pa tudi vse druge oblike prometa, se pravi, vsaka pot se začne in konča s hojo, tudi če smo na svojih poteh z avtobusom ali s kolesom, do tam, kjer začnemo to pot, pridemo peš. Za nekatere skupine prebivalcev je hoja tudi edini možen način potovanja, so odvisni od hoje. Tukaj so predvsem otroci, starejši, mladi, družine z majhnimi otroci, invalidi, revnejši, vsi tisti, ki pač ali ne vozijo, ne morejo voziti. Zato je hoja tudi zelo odvisna od ponudbe javnega prometa, ker javni promet potem naredi hojo zelo učinkovito tudi na daljše razdalje in za doseganje ciljev, ki so bolj oddaljeni. In zato je hoja tudi zelo tesno povezana s prostorskim načrtovanjem in s tem, kako dostopne so pravzaprav peš dejavnosti, tiste vsakdanje dejavnosti, tipa šola, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica, osnovna trgovina in, kot rečeno, postaje javnega potniškega prometa, ki naredijo pešca potem funkcionalnega. Kot rečeno, je hoja tudi zelo poceni prometna praksa, ker če imamo vse te ugodne okoliščine, da obstajajo dostopne dejavnosti in imamo tudi javni potniški promet razvit, je infrastruktura za hojo relativno poceni in tudi posebne opreme ljudje ne potrebujejo. Poleg tega hoja prinaša velike koristi v smislu tega, kakšno je njen odtis v okolju, negativnega vpliva ne na zrak, ne na hrup, nima ogljičnega odtisa. In je tudi v tem smislu seveda dobrodošla prometna praksa, zmanjšuje bremena okoljska. Ima poleg teh učinkov dobrih na zdravje posameznika tudi dobre učinke na skupnost v smislu tega, da smo ljudje, ki hodimo peš, bolj povezani s skupnostjo in se počutimo bolj vključeni v skupnost, kar je dobrodejna lastnost v smislu družbene povezanosti in kohezije, tudi družbene enakosti, ker pri hoji smo zelo izenačeni. In hkrati podpira lokalno ekonomijo, ker pravzaprav peš opravimo vse poti do storitev in dejavnosti. Je dobrodejna tudi v tem smislu urbanega regeneracije in oživljanja lokalne ekonomije. Da bi hoja postala naravna izbira za vsakdanje poti, je potrebno, da se v bistvu načrtuje tako omrežje pešpoti in kakovost pešpoti, kot tudi vse okoliščine, ki spodbujajo k hoji in k peš prometu. In to je tudi namen lokalnega načrta hodljivosti.